Rekel sem, da bom povedal še nekaj o včerajšnjih izjavah gospoda Pahorja o predvidenih zamenjavah direktorjev v državni upravi. Gospod Pahor je napovedal, da bodo direktorje v državni upravi menjavali izključno zaradi slabega dela oziroma zaradi nesposobnosti. Pri tem je povedal tudi to, da bo od ministra vedno zahteval tudi pisno utemeljitev zamenjave direktorja. Tu bi rad opozoril na to, da ta pisna utemeljitev ni nobena inovacija. Ampak v primeru razrešitve zaradi krivdnih razlogov ali zaradi nesposobnosti, zakon o javnih uslužbencih zahteva, ne samo pisno obrazložitev, ampak zahteva, da je krivda ali nesposobnost dokazana, da se direktorju vroči odločba, zoper katero ima tudi sodno varstvo. Torej, to je nekaj popolnoma, to, kar se zdaj napoveduje, nekaj popolnoma normalnega. Ne? Če sem prav razumel te izjave, pa iz drugih razlogov do menjav ne bo prihajalo. Torej, lahko bi sam osebno še vedno mislim, da mora imeti minister možnost, da odločilno vpliva na izbiro svojih najtesnejših sodelavcev, kar direktorji v državni upravi nedvomno so. Sam sicer zavračam pri tem kakršnekoli strankarske kriterije, gre predvsem za kriterij sposobnosti, pa tudi za kriterij konceptualnega ujemanja. Torej, minister mora imeti sodelavce, ki podpirajo njegov program, ki razmišljajo na podoben način, v tem smislu, da podpirajo njegove koncepte. Sicer bo ministrstvo prihajalo do zapletov in do disfunkcij. Težko si predstavljam, kako bosta delala minister in direktor direktorata, ki imata diametralno različne poglede na koncept urejanja neke problematike. Torej, sam še vedno mislim, da so povsem legitimne tudi zamenjave zaradi preprosto tega, ker dva človeka ne moreta delati skupaj, to je normalno v vsaki organizaciji. Vendar je tukaj gospod Pahor postavil nek drug standard in te njegove obljube so zelo zavezujoče. Te obljube bo moral sedaj držati, ker če jih ne bo, bo postavljen pod vprašaj njegova verodostojnost. Nobenega razloga nimam, da mu ne bi verjel, da bodo v resnici tako delali, bomo pa sedaj skrbno spremljali, kako bo to potekalo v praksi. In samo še komentar na napovedano klestenje funkcionarskih privilegijev. Če je gospod Pahor napovedal, da bo predlagal skrajšanje prejemanja nadomestila po prenehanju mandata za ministre, poslance in druge funkcionarje z 12 na 6 mesecev, to pozdravljam. Saj sem tudi sam pred časom to predlagal in upam, da bo gospod Pahor pri tem uspešnejši, kot sem bil sam. Če bo res vezal na ta predlog, celo vprašanje zaupnice, kot je obljubil, moram priznati, da je to pogumno dejanje.